Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v Domžalah, ker se bo kmalu začela tekma 27. kroga prve slovenske nogometne lige. Ob Kamniški Bistrici se bodo pomerili nogometaši Domžal in Radomelj. Bori se Šošić, dobra poteza Šošića, Nlandu obrača smer, poiskal je Markoviča. Stipo Markovič pred vrata, dobra žoga, priložnost za Radomlje. Čujić je prišel do strela. Skače Filip Čujić. Mario Čujić do brata Filipa, tole krasna žoga, priložnost za nogometaše Radomelj, gol! 1:0 vodijo Mlinarji, Ester Sokler. Na drugi zaporedni tekmi je zadel Sokler njegov 5. gol v letošnji sezoni, ugnal je Ajdina Mulaliča in Mlinarji prihajajo do vodstva. Lepo se je izvlekel iz tega dvoboja in opazil Šošića. Nov potenten napad Radomelj, Šošić lomi Đurića, lepa poteza Šošića, preigral je tudi Brecla, Šošić do strela! Hodžić, torej zdaj v zvezni vrsti, Kovačević pa mimo Čujića, lepa poteza Hrvata, Strajnar. Veliko prostora ima Strajnar, ostra podaja pred vrata, priložnost za Domžale, Kovačević je prišel do strela. Skače Đurić. Mario Čujić, Šošić ga kliče, žoga pa za Soklerja. Sokler proti Šošiću, Šošić, ali bo uspel poiskati prostor za strel? Sokler in mimo vrat. Repas je danes avtor prekinitev pri Domžalah. Proti oddaljenejši vratnici Repa slabo odbija Velič. Igro z roko zahtevajo nogometaši Domžal in 11 metrovka za rumeno družino. Martin Matoša je pokazal na belo točko, sicer je dolgo okleval, ampak potem je prst vendarle usmeril proti beli piki, čudijo se nogometaši Radomelj. Intenzivnejše proteste dobil je znak Franko Kovačević. Franko Kovačević, 1:1. 49. minuta, Franko Kovačević do 9. zadetka v letošnji sezoni, zdaj je 4. najboljši strelec lige, razveselil se je tudi Simon Rožman. 20. gol, ki so ga Ravbarji dosegli. Zanimivo, da se je dobrovoljc znašel za hip v konici napada. Neverjetno, kako dobre uigrane akcije imajo Domžalčani. Zdaj pa priložnost za nogometaše Radomelj. Nlandu, gol! Kakšen zadetek Francoza! Radomlje znova vodijo. 56. minuta je tekla. Sprehod Nlanduja skozi številne nogometaše domače obrambe. Tole je Nlandu krenil kot vroč nož skozi maslo in znova Radomlje popeljal vodstvo. Sijajno tekmo spremljamo ob Kamniški Bistrici. Mlinarji se ponovno veselijo, klonil pa je Mulalič. Redko kdo je verjetno pričakoval takšen odgovor. Poglejte tole potezo Nlanduja. Prekršek Čujića, to da predno seveda pušča Matoša. Priložnost zdaj za Hasanbegovića. Hasanbegović, Franko Kovačević in gol! 2:2, Domžale so izenačile. 70. minuta, ampak ofsajd. Ne ofsajd, pač pa žoga izven igrišča. Žiga Repas, no tole je bila dobra podaja, priložnost za Domžale, ampak igra je prekinjena. Simon Rožman po odlični predstavi v Stožicah, danes precej bolj skromna podoba. Se je poznala danes tudi utrujenost, kje vi vidite razlog za padec? Ja, sigurno bi rekel zelo slab prvi polčas iz naše strani. Radomlje so bile veliko boljše. Mi smo tudi celo sreče, da je bilo samo 1:0. Nekako smo se zbrali, zamenjali par stvari, v drugem polčasu celo prišli do izenačenja, imeli celo situacijo za 2:1, potem na drugi strani iz te situacije prejmemo gol, tako da smo bi bili danes s točko glede na, bom rekel, video na igrišču zadovoljni, ampak enostavno se nam ni šlo. Praktično
cela ekipa, vsi igralci niso bili na nivoju, kakor bi si želeli. En zgoščen ritem, tako kot smo rekli, nekako pričakovana nihanja v naši igri, ampak evo, čez 3 dni imamo novo tekmo in novo priložnost za dokazovanje. V prvem polčasu se je zdelo, da ste imeli precej težav pri organizaciji napadov, pri znosu žoge naprej. Vas je nasprotnik morda presenetil z visokim presingom? Ne, pričakovali smo nekako njihovo karo na sredini, da bo pritiskal na našo zadnjo linijo, je pa na tem igrišču zelo težko karkoli izigrati, nekako nismo bili dovolj enostavni. Vedeli smo pa, da ko so šli v Radomlje v vodstvo, da bo to zelo težko, tako da v prvem polčasu smo marsikaj čarali. Medtem ko pa drugi polčas zelo spodbuden začetek, nekako smo imeli vse niti v svojih rokah, potem pa bom rekel iz res ene 2-3 zaporednih neumnosti, bom rekel prejmemo zadetek in nekako se bo zelo težko vrniti. Oliver Bogatinov, čestitke za drugo zaporedno zmago. Danes ste odlično krenili v tekmo. Je bil to načrt, da že od prve minute nekako z visokim presingom presenetite nasprotnika? Ja, želeli smo nadaljevati tam, kjer smo končali drugi polčas v zadnji tekmi z Bravotom. Mislim, da nam je to prvi polčas dokaj dobro uspevalo. Zadeli smo, imeli še kar neke priložnosti. Žal nismo drugič zadeli, da bi lahko peljali tekmo v neke lažje vode, ker v drugem polčasu nam je očitno zmanjkalo moči in zmanjkovalo nas je, tako da čestitke fantom za ves vložen trud. Vem, da je izredno težko bilo igrati danes in lahko še enkrat samo jim čestitam. Izstrelili ste se na 7. mesto, ste si, ko ste prevzeli Radomlje, sploh upali pomisliti, da se boste v zadnjo četrtino prvenstva podali s takšnim izhodiščem? Ne, bolj je bil to boj 3 ekip. Zdaj smo že v zadnjem kolu smo vključili v ta četveroboj za obstanek. Zadnjo četrtino hodimo, veliko točke še pred nami. Je pa mogoče bo pa lažje delati s tem, ko smo zdaj na 7. mestu. Nasprotnika ste v zadnjih minutah držali na razdalji, kljub temu pa je bilo nekako zaznati, da so nogometaši precej izmučeni. Ali lahko morda zato pričakujemo veliko sprememb na naslednji tekmi z Mariborom? Ja, mislim, da ja. Tudi fanti, ki so končali tekmo, so igrali tudi s težavami, s bolečinami. Tako da dvomim, da se bojo rehabilitirali do sobotne tekme z Mariborom in verjetno bomo osvežili ekipo in dali v prvih 11 tiste fante, ki so 100% pripravljeni. Binem in Markuš, po odlični predstavi v Stožicah danes niste bili nekako na svoji ravni. Kaj je po vašem mnenju razlog za ta padec? Ne vem, možno, da se nam že malo poznajo vse te tekme, ki smo jih odigrali, ampak vseeno to ni izgovor, mi danes nismo bili pravi. In preprosto lahko rečem, da si kaj veliko nismo niti zaslužili danes. Gaber Dobrovoljc, iskrene čestitke za zmago na drugi zaporedni tekmi. Je danes občutek še kaj dodatno poseben, kar ste premagali Domžale, kjer ste prebili, mislim, da 12 let? Zmaga kot zmaga, 3 pike, res vrhunsko. Da smo 2 zapored zmagali, tudi realno celotno ta del nam gre zdaj zelo dober in moramo nadaljevati. Naš cilj je obstanek v ligi, zaenkrat nam gre dobro, ne smemo se zadovoljiti, ampak moramo sam naprej. Zdaj evo, čez 3 dni že Maribor tukaj, tako da uživancija bo, upam. No, probali bomo igrati, pač isto, dati svoj maksimum, na koncu bomo pa videli, kaj bo rezultat prinesel. V zadnjo četrtino prvenstva se podajate 7. mesta. Ste sploh upali sanjati na začetku spomladanskega dela prvenstva, da boste tako visoko? Ne, naš cilj je bil samo, da obstanemo v ligi. Zdaj 7. ali 8. to načeloma nima toliko veze. Vem pa, da je naš cilj, da dobro izgledamo na igrišču, da smo tekmovalni, da zmagujemo. Probati tudi proti Mariboru bomo probali svoje kvalitete pokazati. Smo zelo dobra ekipa, verjamemo v našo ekipo oziroma smo zelo povezani. Sploh zdaj seveda zmage te še dvigujejo, smo še bolj samozavestni, ampak zdaj pa Maribor in v bistvu glih pri fuzbalu se najbolj ve,
prejšnje tekme nič ne štejejo, ampak da sam naslednja šteje in če si mal, ne vem, vzameš kaj iz levo nogo, kakšno tekmo jo tako lahko dobiš po glavi, po domače, tako da moramo iti samo tako naprej in je to to.